Tole je pa pater Ivan Platonjak, že pri tej maši in pri tem ganljivem obredu nam je povedal, zakaj smo se sploh zbrali, a ne. Tako da bi te zdajle pravzaprav najprej prosila, če še enkrat malo dodaš temu razlagi tega praznika, ki ga danes praznujemo. Prvič, in to smo tudi v celi vesoljni cerkvi prvi, ki ga praznujemo, ne. In prvič. Jaz sem zelo vesela, da je to na dan žalostne Matere Božje. Tole je tabla od mojih pradedov in sem jo morala sem prinesti, da bi še vi videli, kako je žalostna Marija lepa. No, pater Ivan, prosim, če bi zdaj ti. Hvala vsem, ki ste se udeležili tega naše bogoslužja na ta dan žalujočih in hkrati zdaj tudi te predstavitve knjige. Ja, ta dan žalujočih se počasi porajal in nekje je, ja, kot tisto, da so mnogi žalujoči kar pozabljeni, da obstajajo med nami, ne? Da imamo različne dneve v cerkvi in tudi svetovne dneve, dan starejših, dan babic in dedkov, potem imamo dan bolnikov, dan migrantov in najrazličnejši drugi dnevi so. Zato se je začutila ta potreba, ne, da se tudi da en dan, to ne pomeni, da bi samo v tem dnevu se spominjali teh, ki so med nami, ki so bolečini, žalosti, žalovanja, izgube, ampak da bi vsaj ta dan malo nas ozavestil to, ne? Da bi tudi potem, tako kot rojstni dan, ja, praznujemo enkrat na leto, ampak življenje je treba praznovati in ga živeti celo leto, ne? Tako tudi vse bolj spomnimo žalujočih med nami na ta dan in sem Bogu hvaležen, da so škofje vsak na svoj način, najprej nadškof Zore to podprli, ja, da bo nadškofiji Ljubljana ta dan se obhajal, potem pa se počasi tudi razširilo po celi Sloveniji, tako da so bolj ali manj vse župnije pozvane, poklicane, da bi tudi ta dan se obeležil, pač počasi. Tako, nič ne nastane vse naenkrat, ne, ampak seme je zasejano in verjamem, da bo počasi to postalo nekaj bolj živega med nami, da žalujoči ne bodo nekje kakor da jih ni, ali pa celo se počutili med nami kakor gobavci, ki se jih vsak izogiba. Ja, in prav lepo se je tole izšlo, ne, da so vsi roki lepo tekli, da je prav na tem tednu pred dnevom žalujočih izšla tvoja knjiga. In še očitno zelo potrebna knjiga, ker v prvem tednu, ko je izšla, pravzaprav se je že pokazala velika potreba po tem, da jo bo treba ponatisniti, čeprav je izšla v izredni nakladi, a ne? No, 1000. Ja, oprosti, v Sloveniji izidejo knjige v 400 izvodih, ne? Tako lepo, no, res, da se vidi, da je knjiga zares zelo potrebna, a ne? Tako da bi te prosila, kako se pravzaprav zdaj počutiš, ko se teli sadovi tvojega dela že malo kažejo? No, zelo sem Bogu hvaležen, ne, če smo čisto natančni, je bilo prejšnji četrtek, oziroma ta četrtek je bilo 14 dni, kar je išla knjiga, ne, in je tudi že v petek smo imeli prvo tiskovno konferenco, je direktor napovedal, da gre že v ponatis. In gotovo je v meni veliko hvaležnosti, da so nekateri župniki to takoj videli kot nekaj pomembnega, dragocenega tudi za njihovo pastoralno delo, da bodo lahko tudi nekaj konkretno ponudili tudi tistim, ki pridejo prijaviti pogreb, da lahko reče, glejte, tukaj je ena knjiga, ki vam bo kasneje lahko vam pomoč, lahko pa že zdaj, ne, tudi da se zberete skupni molitvi, ker so notri tudi napisana kot molitev častitljivi del rožnega venca, ne, da lahko pred pogrebom ali po, z uvodi, z pesmi predlagani, se to tudi neka konkretna pomoč. Ali
molitvena ura, ki se drugače pač najde v našem obredniku, ki ga imamo duhovniki, pa ni dostopno tako za vsakega laika, vsakega kristjana, da lahko tisto počasi se tudi lepo obhaja družina sama, kajti nemogoče je, da bi vedno vsaki družini prišel duhovnik domači, je treba pač se tudi navaditi in tudi v preteklosti, saj so se zbirali in so bile gospe, ki so pač molile naprej in nekje pomagale družini, da je lahko tudi na ta način prihajala pred Boga in odkrivala to lažbo Bogu, pa hkrati naša in prostor, kjer so se počutili sprejeti, ljubljeni. Ja, tale knjiga njegova je zelo sistematična, natančna, urejena in vem, da tako knjigo napisati ni tako preprosta stvar. A ne? In tudi vem, da vsa ta leta, odkar se poznamo, kako si zvesto in skrbjo spremljal žalujoče in to tematiko. In me zanima in nam povej, prosim, kaj te je pravzaprav najbolj spodbujalo k temu, da si se tako resno lotil te tematike? Gotovo Mira Dobravec je zelo skromna, ne? Ampak je pisateljica, novinarka in vse drugo, ne? Ogromno, veliko lepega naredila. Tudi je napisala že leta 2019, se mi zdi, da je šla njena knjiga Vsako smrtjo sem drugačna, ko je odkrivala tudi potem, ob smrti moža, ob smrti očeta, matere, kako vsaka smrt in žalovanje nas preobraža. In da je leta 2010, ko se je obnovil Ignacijev dom duhovnosti, ki je na oni strani, je gledala ta naš prospekt takrat in rekla, meni je začela tam govoriti, čudovito, razne programe imate, kaj pa žalujoči, a jih ni, ovdoveli jih ni, a za njih pa nič. In takrat sem tudi sam bil presenečen, da smo spregledali tudi to. In sem pa rekel, daj pripravi, jaz bom že sodeloval zraven kot duhovnik, kar naj kot duhovnik lahko naredim, ampak pripravi, ti imaš izkušnje, ti si v tem šla nekje, doživela tudi to veliko izgubo in stisko in tudi našla eno pot, kako preobraziti to bolečino žalosti izgube, da lahko to v tem skupaj se je potem začelo ustvarjati in se potem prvi vikend, drugi vikend, so nekateri tudi iz tistih prvih časov tukaj med nami, ko so potem te vdoveli rekli, pa bi imeli eno skupino žalujoče, potem je začela tudi to, da so imeli enkrat mesečno srečanja za žalujoče, ki so se lahko zbirali kot nek sistem samopomoči. Potem pa je že v dobrem letu že nastala skupina ovdovelih, ki še zdaj deluje in je duhovno spremlja pater Mijo Kekič, ki je tukaj med nami tudi, drugače imajo pa tudi svojega predstavnika, predsednika, je Franc Zakrajšek. Nisem predsednik, samo tisti sem... Koordinator, neke vrste, pač, da nekje skrbi, da so stvari potekajo in da lahko, tudi nekje zaživijo to in doživljajo to medsebojno podporo. Doživljajo to, kar Jezus pravi, blago žalostnim, kaj ti potolaženi bodo. Zakaj? Ker imajo brata in sestro ob sebi, ker imajo nekoga, ki jih posluša. Potem je pač to šlo naprej, tudi Mira se je po nekaj letih umaknila, rekla, ne morem jaz več tega, potem sem pač bil sam, potem sem iskal pomoč, je pomagala Nežka Rus tudi, ki je tudi prej tudi... potem pa še Maja tudi, Ožbolt, ki je tukaj tudi med nami nekje. In je potem, ampak hkrati se je pa začutilo, ker je bila skupina odprta, da so nekateri prišli čisto na novo, po 14 dneh, po enem mesecu smrti, moža, žene, otroka, mater, očeta. V skupini pa so bili nekateri že
6 let. Ne? In ko so delili drug z drugim svojo bolečino, to, kar doživljajo, so tudi ti nekateri po 6 letih še vedno čutili globoko bolečino. In ti, ki so bili zdaj komaj po 14 dneh ali pa mesecu, so si mislili, ljubi Bog, še po 6 letih še čutijo bolečino, pa to nič ne pomaga. In so nekje obupali. Ne? In pred 5 leti pa je Maja Ožbolt odkrila knjigo od Omelija, ki je napisal knjigo Getting Grief Right, kar smo potem prevedli, čez nekaj let je izdana v slovenščini, leta 22 je šla pri družini Pot žalovanja. In v tisti knjigi, ko sem začel to prebirati, ko sem začel vstopati to bolj in malo tudi videl eno zapisano besedo o vsem tem, kaj se dogaja in kako različna so poti žalovanja, kako različno vsak to doživlja, se mi je začel odpirati svet. Ne. Takrat sem zaznal, da kljub temu, da sem že skoraj 8 let spremljal, poslušal žalujoče, sem še vedno bil nekje kar daleč. Ne. Čeprav sem tudi sam doživel izgubo, nenadno izgubo pred 27 leti svojega brata, ki je bil 37 let star takrat, in sem doživel to veliko bolečino, da ga naenkrat ni bilo več med nami, da ni bilo, da bi lahko res se srečeval z njim na ta fizični način, sem vendar nekje, jaz pač na svoj način to kot duhovnik doživel, preobrazila se to bolečina, zaživel to lažbo in nisem znal slišati, zaznati, kaj pa moja mama, ata, moja sestra, njegova žena, ovdovela, 2 hčerki, 19 let stari, je to bilo nekaj novega. Ne? In potem ob tej knjigi sem začel, ker zelo poudarja tisti avtor, Omelij, da je vsak ima pravico žalovati na svoj način. In da je to najpomembnejše, dopustiti vsakemu, da sme žalovati, pa da se vsakemu ustvari prostor, varen prostor, da lahko izrazi to, kar nosi v sebi, da je potrebno odkriti tisto ljubezen, zgodbo ljubezni, kot on pravi, ki se je odvijala med pokojnim in temi, ki žalujejo za njim, do smrti in se smrtjo ni končalo, kajti ljubezen, ta zgodba ljubezni se ne konča in da je žalovanje proces, odkriti na kak način se vsi ta večna ljubezen nadaljuje. On ni kristjan, tako da bi izpovedoval prav vero, ni, da bi v tej knjigi tudi kaj nasprotoval, ampak mene je zelo nagovorilo, ker mi kristjani pa verujemo. Verujemo, da je ljubezen večna, da se odnos, kot molimo tudi pri pogrebni sveti maši, so uspeli tudi drugače, da se naši odnosi ne uničijo, ampak se spremenijo, da se življenje smrtjo ne uniči, ampak se spremeni in zaživi naš pokojni novo življenje v Bogu. In kako to odkriti, je tista umetnost in kako drugim pomagati na tej poti, je tisto, kar smo poklicani in tam nudi tak srečen tak program, ki sem potem z njim začel in se zdaj že kar odvija, ki je potem nekje, da je nek program, 6 srečanj po 2 uri, da se doma pripravijo tisti, ki so, jih je 5 v skupini, da so nekje en korak naprej naredili, neko pot odkrili na svoje žalovanju, šli naprej in je tukaj nekaj, kar se začne, pa se konča, potem pa so šli vsak svojo pot naprej in so se tudi nekateri potem se povezali med seboj, se tudi med seboj slišali in tako naprej. Dajva še malo v knjigi. Knjiga ima 3 dele. Prvi del je pregled, bom kar prebrala, da nam kaj pozabila. Prvi del je pregled stisk in težav človeka, ki žaluje, drugi govori o tem, kako žalujočemu lahko pomagamo, tretji pa prinaša ta pogled vere in upanja
ki si zdaj govoril o njem in ki jo vera prinaša. Ne. Vsi trije tvoji deli so pa zelo konkretni, polni dobrih nasvetov in spoznanj in res na široko osvetljujejo vso širino te problematike žalovanja. A bi zdajle mogoče rad kaj posebej iz te knjige, iz teh 3 delov poudaril? Kar bi pač rad, ne, sem že malo pri Sveti Maši kot taki, ne, da so res tak, da lahko vsak najde tisto, kar potrebuje. Ne. Nekdo, ki je izgubil zdaj svojega dragega, svojega bližnjega, svojo ljubljeno osebo, v resnici je tisti prvi del, ne, ker grem lepo in opisujem, kaj vse lahko doživljamo in se v nas dogaja prvi teden, prve dni, ko se pripravlja na pogreb, potem prvi teden po pogrebu, prvi mesec po pogrebu, prve 3 mesece, 6 mesecev, 1 leto. Ja, da lahko tudi, ko ob tem prebira, vsak začuti, ja, normalen sem, nič ni nekaj nenormalnega. Kajti največje, kar sem začutil, je ta bolečina tudi, da nekateri se jim zdi, da je nekaj narobe z njimi, ker žalujejo na tak način, kot žalujejo. Ne. In potem tudi primerjajo se z drugimi, ali pa drugi nekaj svetujejo in govorijo in pametujejo. Ne. Ali pa v družini je tudi težko, ker mož tako žaluje, žena tako žaluje za svojim otrokom, svojim sinom in se potem včasih pride celo do ločitve, ne pa da bi stopila skupaj in si bila v oporu. In da se o teh stvareh ne pogovarjamo in zato potrebno, kot sem sam videl, nekaj, kjer lahko tudi preberem, da lahko najdem besede, da obesedim to, kar pravzaprav doživljam. In da potem, ko se tudi doživljajo čustva kot taka, kaj se doživljam, ne, da smo tudi včasih kar preplašeni. Ne. Ok, v redu, žalost. Ne. Jok, ja, že skoraj, ali smem jokati, ne smem jokati. Potem, ali se smem jeziti, ne. Ali je normalno, da čutim tudi krivdo, ali pa da čutim sram, ali pa čutim vsa druga čustva, ki so tudi strah, obup, hkrati pa upanje, hkrati eno zaupanje za naprej. Ne? Da ko se vse to kot valovi prepleta, ja, kako vsem tem, ne? Da tudi te stvari ubesedimo, najdemo. In potem ogromno zakajev se dvigne, ne? Vprašanj, zakaj to, zakaj ono, ne? In iskanje, kdo mi bo dal odgovor. In v knjigi jasno tudi povem, nihče ne more dati odgovora. Vam bo počasi darovan. Jaz ne morem nobenemu odgovoriti. Jaz lahko samo povem svojo izkušnjo, kje sem jaz našel to lažbo, kje jaz najdem odgovor na vprašanje, ki je podobno njegovemu, ampak ni to njegov odgovor. Njemu se mora zgoditi in ta se zgodi, ko najde prostor, ki lahko o tem razmišlja na glas in se sprašuje. Potem je o pokojnih vse dobro. Ja, kako naj vse dobro, če se je pa to in to zgodilo? Ne? Kako zdaj to? Ne? Kako tudi o tem govoriti? Kako pomagati sebi, da zmore vso to bolečino dati ven, ne? In razočaranje, jezo, kako iti v eno odpuščanje, kako sprijeti odpuščanje in vse drugo. Ne? Potem, ali se kdaj to konča, ali se bo končalo? Nikoli čist ne bo končalo, kajti ta izguba bo ostala večno. Ne? Šele v večnosti, ko smo lahko objeli s temi našimi pokojnimi, bomo res opet lahko eno prej, bo vedno to ostalo in ostane. Pa vendar ni enako, kakor je prvi mesec, prvo leto, drugo leto, ne? In kako to videti in kaj to pomeni, ja, da grem pot naprej življenja. In vse te stvari, ne, ki so. Hkrati pa potem drugi del, ki je pa to, kar tudi se večkrat ne zavedamo, kaj vse doživljamo pa mi, ko smo ob nekom, ki je izgubil svojega moža, ženo, otroka, očeta, mamo, brata, sestro. Ne? Kako biti ob njem, ne? Kako mu biti res oporo. Ne? Smo včasih čisto nemočni, ne? In ne vemo, kaj bi, in se to raje izognemo. Ne? Niti ne omenjamo imena, kot sem že prej pri pridigi rekel. Ne? Zakaj? Da bi mu ne povzročili bolečine. Ne?
Ja, kaj narediti? Ja, tudi tukaj rabimo prebrati, slišati. Ne? Saj lahko jaz pridem do njega pa rečem, glej, ko sem te videl, sem se zopet spomnil na tvojega pokojnega moža, ženo, otroka, sem se spomnil tega in tega o njem in povem. In potem, če bo ta želel o tem kaj govoriti in se kaj o tem pogovarja, dobro, drugače bo pač kaj drugega govoril. Ne? Ampak mi smo odprli nekaj, da ne bo on si mislil, ne, ker tukaj je pa to tisto, da žalujoči večkrat imajo občutek, ne smem nobenega obremenjevati, nobenega nočem obremenjevati. Ne, in potem oba molčita in oba trpita in oba mislita, da se ne da nič narediti. Pa se da ogromno narediti. Ne? Če gremo iz te ene tabu teme, če začnemo o teh stvarih pogovarjati, prebirati, iskati, in smo lahko tako res drugemu oporo. Tako kot posamezniki in zato tudi je tako strukturirano, kaj prvi mesec, drugi mesec in tako naprej. In kako lahko tudi župnija se to pomaga. Zdaj še tretji del knjige. Tretji del knjige, ja. Tretji del knjige je pravzaprav del, ki je veliko tega navzočega tudi že bilo. Ne? Kajti je veliko knjig že bilo napisanih in natisanih o žalovanju, predvsem v pogledu tudi našega upanja, ki ga imamo kot kristjani. Ne? In raznih molitev, raznega pogleda, kako je v nebesi, kaj je nebesa, kaj je po smrti in vse te stvari so. Ni pa še bilo nobene knjige, ki bi združila to čisto človeški faktor, kaj pravzaprav se čisto vsakemu dogaja, vernemu ali nevirnemu, in se včasih tudi celo vernim teže dogaja, ker je še teže sprejeto, kako je zdaj ta Bog ljubeč in dober, da se je to vse zgodilo, se dopustilo in vse to. Ne? In je zato tukaj en ta tretji del, ki pomaga, odpira, zakaj govoriti, kaj pomeni tudi v molitvi, kako pravzaprav Bog sprejema naše rajne, kakšen je njegov pogled, kako nas njegov pogled lahko pomaga, da se začnemo na nov način videti sebe in Boga in naše pokojne v tem objemu ljubezni. Tako so pač različne molitve, predloge Božje besede in vse drugo dano, da bi vsak lahko nekaj našel. Ja, ker je že ta čas žalovanja zelo primeren čas, da iščeš tudi svojo duhovno globino, ne? In da iščeš tudi Božjo besedo, ki jo v resnici zelo slabo poznamo in si lahko zelo presenečen in potolažen, če jo vzameš v roke. Ne? Ja, tole sem hotela jaz še zdaj te vprašati, ker mene osebno najbolj zanima in najbolj veseli, ker spodbujaš župnijske skupnosti, da bi v vsaki župnijski skupnosti nastal en način približevanja žalujočim, da bi... No, povej kako. Ja, gotovo, to je pa tudi veliki izziv, ne? Tudi za naše župnije in tudi za nas duhovnike. Jaz sam nisem bil nikoli župnik, ne? Sem bil pa 8krat po 2 leti kaplan in ko sem bil v stolnici, ne, v Mariboru kot kaplan 2 leti, sem imel občasno tudi 4 pogrebe na dan. Ne? To je zelo velika župnija, kot taka stolnica tam, veliko večja, kot tukaj v Ljubljani, ne, je kot župnija. Ne. Ja, ampak imeli smo v pisarni eno redovnico, ki je zelo to sprejela te, ki so prišli prijaviti, se pogovorili z njimi. Jaz sem pač samo zvedel, za koga se gre, pa približno, in sem skušal potem čim bolj biti nekje res srcem z njimi in jim podajati tolažbo skozi obred pogreba in svete maše. Ne. Ampak nisem se potem s temi ljudmi tudi srečeval po pogrebu in bil z njimi in po 1 mesecu in več. Ne. Pač vsega drugega dela je veliko. Ne. In zato je bilo za mene res en nov svet, ko sem začel skupaj ob meri odkrivati, ne, kaj vse se pa dogaja potem po 6 mesecih, po 1 letu. In po 2 letih. Ne. Ja, in mnogi, ker se nismo to izobraževali, ne, sem 6 let teologije delal in ni bilo tega izobraževanja, ne vemo o tem. Ne. In zato
je nekje tista spodbuda tudi nam vsem pastoralnim delavcem, da se te stvari začnemo malo bolj poglobiti, razmišljati in hkrati prisluhniti. In hkrati v župniji najditi en način, kako pomagati tem žalujočim. Ne? In zato dajem noter tudi razne konkretne pobude, kakor je cela knjiga, je zelo konkretna, ni nekaj kar idealiziranje ali pa pripovedovanje samo moje izkušnje. Ne? Kajti moja izkušnja smrti mojega brata je bila po eni strani ovira za moje delo z žalujočimi. Kajti jaz sem prehitro prišel do tolažbe. Ne? Oziroma mi je bilo dana milost, da se je zelo hitro zgodila preobrazba tolažbe in nov odnos z bratom pokojnim. Ampak jaz z mojim bratom, če sem čisto iskren, jaz 15 let nisem živel. Mi smo se občasno slišali, pa še to takrat ni bilo telefonov teh naših, tako da kar lahko kličemo kadarkoli, odkotkoli, pa interneta in vsega tega. Oni, ki so bili pa doma, njegova žena, otroci, moja mama, oče, ki so pač skupaj živeli v isti hiši, sestra, ki je v sosednji hiši, to je čist drugo, kajti čist druga praznina je nastala, to je neka druga bolečina. In mi, župniki, kaplani, duhovniki in tako naprej, smo odtegnjeni od družine, mi večkrat sploh ne čutimo te praznine. In zato je zelo težko res slišati, doumeti, kaj pravzaprav se dogaja. Kajti pogreb je v resnici večkrat zelo stajenski, saj nekaj res stajenskega, neko izražanje zaupanja, upanja, vere v večno življenje, v to, da so naši pokojni res objemu te ljubezni, da so obrisane njihove solze, da jim je v resnici dobro, kaj pa se zdaj dogaja. In takrat tudi ti najbližji, ki so izgubili, so večkrat nekateri rečejo, da so kakor enem mehurčku, kakor da so nekje obdani z eno nevidno prosojno, so obdani z enim plaščem, ki jih varuje, da ne doživljajo te grozne bolečine, še bolj grozno, ampak nekje sploh se večkrat ne zavedajo, da je to res, kar se je zgodilo, da je to resnično, da tega človeka več ne bo, da ne bo več prišel skozi vrata, da ne bo več legel posteljo, da ne bo več pozdravil, da ne bo več objel. To se šele včasih pride do dejanskega 1 mesec, 3 mesece, 6 mesecev, 1 leto po smrti. Zato je tukaj, kako zdaj biti zraven. In župnijska skupnost, zato je eno župnijsko skupnost poznam, ker ima ena gospa in 2 gospe sta, ki gresta k tej družini, ki je izgubil pač ženo ali moža ali otroka po 1 mesecu in prisluhneta. Prisluhne sama ali pa greta skupaj in slišita in vidita, kaj je tisto, kar potrebuje. Da lahko potem tudi v skupnosti reče, glejte, to in to lahko nudimo eno oporo, na kak način lahko pomagamo. In da je nekdo res, ki prisluhne in ki se zanima, ki mu ni vse eno. Ali drugo pač je tudi to, da kot imamo razna botrstva, tudi kot misijone, za otroke v misijonih in vse to, da podpiramo, da smo zanje, da damo pač kar lahko. Lahko tudi naredimo botrstvo. Nekdo je ostal sam, žena mu je umrla, sam ostane v hiši, ali mož je umrl, ali pa otrok je umrl, edini in vse to. Da se družina zaveže, želimo se posvetiti temu človeku, temu žalujočemu, si vzeti čas, ga poklicati, videti, slišati. Kajti kar je pomembno, ni dovolj samo reči žalujočem, če kaj rabiš, pa pokliči, pa reči. Nihče ne bo rekel. Zato je tudi to, kako se poučiti, kaj lahko naredim in dam konkreten predlog. Pa če prvič ne bo sprejel, drugič se ne pustim užaliti, ampak primerno, nesiljivo, nekaj konkretnega ponudim in sem zraven. Ena gospa rekla, ko je izgubila mamo,
Rekla je, prišla soseda, ne, ki je pred časom prej že izgubila tudi svojo mamo in je prinesla 10 kil piškotov. Pa sem malo čudno gledala, kako zdaj to nosi, ne. Rekla, potem ob koncu pa sem videla, kako prav je prišlo, ne, da sem lahko res nekaj dala vsem, ki so prišli moliti, ki so prišli izreči sožalje in vse drugo. Ne. Ja, nekaj konkretnega. To. In tudi to župnija, kaj je tisto, kar je. Potem, da se ustanovijo lahko taki programi za žalujoče, se ustanovi skupina za žalujoče, se ustanovi skupina za ovdovele, kajti ovdovele nimajo več, ne morajo več tako se družiti zakonci s svojimi prijatelji, kot so se prej, ako potem, ko zgubijo svojega moža, svojo ženo. Ne. In karkoli naredijo narobe, večkrat. Ne. In zato je tudi najti treba pač očej drugih, karkoli. Če naredi tako, ja, ko se zdaj to greš? Če tako, kaj zdaj spet to? Ne? Ja, vsem tem se pogovarjati, videti, pa tudi ustvariti eno skupino, ali romanje za take, ali srečanje mesečno, ali neko druženje. In je tukaj, tega je malo. Ne? V Sloveniji je tukaj Ignacijevem domu, pa slišal sem samo še 2 skupini, ki sta v Mozirju ena, pa Rečica ob Savinji, Polhogradec, ki je tak splošen, ni samo za ovdovele, so tudi druge, ima Ida Rus, ki je tudi bila še takrat na tistih prvih vikendih za žalujoče. Ja, da je tukaj, kako zdaj tudi tisti, ki so šli skozi ta program, ja, da išče počasi, kako pa lahko tudi župniji spodbudim župnika, sej ni zdaj tukaj, župniki se bojijo, kaj bom zdaj pa, vse jaz ne morem vsakega poslušati, pa biti za vsake. Ja, se ne gre to, da bom jaz, ampak da poučujem celo skupnost, da se izobražujemo za to, da vidimo, kaj se da naredi, da vsak zbere ta pogum, ker je večkrat vprašanje, kaj sploh naj naredim, kaj narediti, da se tudi v tem poučujemo. Ja, pa ta župnijski, lahko bi naredila en župnijski odbor za obiskovanje osamljenih, žalujočih in drugih žalostnih. Ja. Ampak bi moral biti zelo z občutkom, ker se jaz zelo dobro spomnim, ko je moj ati bil še zelo aktiven, fizično delal in tako, in je mami rekla, ob 4 domov prid, ker ob 5 pridejo od Karitasa na obisk. Res ni imel časa hoditi domov, da bo imel obisk. Tako da bi bilo treba te stvari res z velikim občutkom za to, kdo kaj potrebuje. Kdo potrebuje in kaj, ker vsak na drugačen način. Tukaj je res nekaj, kar ni recepta, ne moramo nekaj, kar strukturo narediti. Je treba se naučiti res ogromno notranjega čuta, predvsem pa to, ja, kako nesiljivo biti zraven, pa poslušati in dati prostor, ne se skrbeti, kaj bom rekel, ampak predvsem sprijeti v tem človeka, kar je. Ja, tako si jaz predstavljam cilj na tem svetu, da se v nobeni župniji nihče ne bi počutil samega. To bi bilo idealno. Nebes. Ja, to je pol nebes. Ja. Tale tvoja knjiga ima tak dober naslov, Preobrazba bolečine, pa še spremljanje na poti žalovanja. Se mi zdi, da je v tem naslovu res, da je povzeti vse, kar si naredil. Pa me zanima zdaj takole zelo osebno, če nam lahko poveš, kako si zdaj ti s svojim, kakšno preobrazbo je naredila tvoja bolečina, kaj se je zgodilo s tem tvojim odnosom do tvojega brata. Ti imaš tako globoko vero in tako, povej nam, kje sta vidva zdaj, kje je tvoj brat, kako skomunicirata, kaj se je zgodilo s tvojo bolečino, kaj se je preobrazila? Ja, pač ta bolečina, ki je bila zelo huda, tudi malo opisujem noter, ja, se je preobrazila eno zaupanje, da je on živ in da je z mano skupaj z Bogom. Da pravzaprav tako, kot je Bog Oče po Kristusu, Svetem Duhu, vedno in povsod z menoj, v globini mene in je v vsem, kar je in kar obstaja, in tudi po drugih ljudeh, da je v njem tudi on, da nebesa niso nekaj tam gor, ampak nebesa je živeti to Božje življenje, da to, kar
mi je nekje bilo tudi bolj dano spoznati, ne, kar se nisem zavedal pa niti učil, da kako so tudi Marija in apostoli se morali naučiti na nov način živeti z Jezusom Kristusom po njegovi smrti in vstajenju. Ne. On je vstal, ampak njegovo vstajensko življenje ni bilo več tako, kot je bilo prej fizično življenje. Ne. In je bil z njimi, pa ga niso prepoznali, kakor je tistih 40 dni opisovano, kako se je stali Kristus prikazoval. Ne. Kaj ti v resnici želi biti navzoč vsakem izmed nas, vsakem, ki vanj veruje, vsakem, ki je krščen, ne, ki je oblekel njega in po njem biti blizu. Ne. In mi, ki nismo doživeli njegove fizične navzočnosti, ne vemo, kaj so mogli oni narediti, da so prišli do tega novega odnosa. In podobno je tudi z nami, ne, da naši pokojni res niso več fizično navzoči, ampak v Kristusu vstalem so skupaj z njim navzoči, ne, v Bogu Očetu. Gotovo bo tisto večno telesno stajenje, vse to pač tukaj so razne teologije in razumevanja kot takega, ne, kajti tudi Bog ostaja skrivnost in to njegovo, to življenje v njem, naših rajnih je velika skrivnost, ampak če verujemo, ne, v svetnike, da nas spremljajo, lahko verujemo tudi za naše, da nas spremljajo. Kajti njihova ljubezen ostaja, živi in tej ljubezni živijo. Ne. Niso razglašeni, ampak mi globoko v sebi čutimo in vemo, z nami so. Ta ljubezen njihova ni umrla. Vse tisto, kar je bilo pač ubogo, grešno, vse to je tudi v Bogu odpuščeno, je usmiljeno. Je dobro se spomniti, ne, da je tisti razbojnik, ne, desni, ne, rekel Jezusu, samo to, spomni se me, ko boš v svojem kraljestvu, in on je rekel, še danes bo z menoj. Ne. Niti se ni kesal svojih grehov, ne vem kaj, ni dobo, če rekel, niti takrat, če ni bilo zakramenta spovedi in maziljenja in vse drugo, ampak on je rekel, ja, boš že nocoj pri meni. Ne. In mi časih preveč kompliciramo in ne vem kaj, da nekako ne bodo deležni Božjega usmiljenja. V resnici Bog Oče je res Oče in tako kot vi starši želite narediti za otroka vse in bi vse dali, je koliko več želi Bog Oče narediti za nas in po Jezusu Kristusu, da bo vsak deležen za tisto, kar je bil ustvarjen. Pač odpreti se je treba, ne? In verjevati, da je tudi naši pokojni so imeli ob tem soočenju eno novo možnost, priliko spregledati, videti in dopustiti, da je ta ljubezen lahko v njih uresničila preobrazbo. Da so zaživeli tisto novo, na nov način, kar včasih niso mogli na tej zemeljski poti videti in sprejeti in se mi je zdelo nekaj nelogično. Zdaj se najbolj nelogične stvari jim zdijo najbolj logične. In ko nas gledajo, se čudijo, kako da smo mi tako nelogični. Ampak potem si reče, saj sem bil enak. Ne? Tako kot ena veliko žalujočih tudi reče, ne? Sem jezen, ne, da mi kdo vpraša, kako si. Tega sploh ne bi smeli spraševati. Ne? Zato tudi jaz v knjigi predlagam, da ne vprašate ga, kako si, ampak da ga vprašate, kako si danes. In da smo pripravljeni poslušati ga in slišati v tem, kar bo povedal. Ne? Biti v njem. Tako, ker drugače so kakšni žalujoči, vsaj tudi korajžni, pa rečejo, a želiš, a te zanima? Pa če reče, ja, me zanima, želim slišati. Dobro, no, pa poslušaj. Drugače pa reče, ok, gremo. Se s tem ne bremenijo. Ne, se pravi, ja, naučiti se tako žalujoči, kaj je, kako tudi tisti, ki smo zraven, kak na prav način pristopiti. Se ravno zadnjič imel predavanje za zdravnike in se to, pač te, ki se šolajo še mlajši, in sem tam rekel tudi vprašaj vsakega, kako si danes. In je tam profesorica, ki je zelo znana in se s paliativo ukvarja, rekla, na kaj takega pa še nisem pomislila. Ja, pa čisto preprosto, ne? Ja, ampak take najbolj preproste stvari so nam dali pogosto najbolj daleč in jih najmanj razumemo in se jih moramo učiti. To je tista temeljna beseda, ki se bi jo morali vedno znova učiti. Če se strinjaš, bi Heleno prosila, da zdajle prebere en odlomek
iz knjige. Ja, Ker se mi prosim. zdi tam, da je tam kar precej tega, kako se naučiš pomagati. Helena, kje si? Ravno je šla ven. Takrat ne. Ja, to pa ni bilo v scenariju, da sem pa čist zmedena. Veš kaj, pa in pa še povej kakšno najbolj, kaj te je pravzaprav, če se spomniš kakšno iz vseh teh let, od vseh teh ljudi, če se spomniš kakšen najbolj uspešen pogovor. Da se ti je zdelo, da si najbolj človeku prilil upanja in tolažbe. Najbolj je to, da se čudim, da sploh lahko kaj pomagam. Ne? Ja. In da gledam, ne, na kak način v resnici Bog naredi tisto, kar jaz ne morem. Ne? Kako nekdo, ki je 6 let, 7 let izgledal, da bo ostal v tej temi, v tej bolečini, da ne bo mogel zasijati več njegov obraz, nekaj zasijal. Da je to možno, ne? To je čudež. In sem v resnici ganjen prav to, ko te stvari vidim. Ne? In zato tudi verjamem, da je vse možno. Ne? Pri Bogu ni nič nemogoče in tudi če vztrajamo, počasi se bo. Predvsem pa tudi to, da se ne bežimo od te bolečine, ne? Da ne bežimo od te žalovanja. Žalovanje v resnici nam dar, preko katerega postajamo modri. Je čas modrenja, nekaj, skozi kar mi dobimo modrost, življenjsko modrost, da končno odkrijemo, zakaj se pa splača živeti. Ne? Zakaj je potrebno dati svoj čas, svojo energijo in kaj bo tisto, kar bo večno ostalo. To je v resnici čas, ko lahko jaz zaživim res globjo duhovnost. Ne? Ko v resnici odkrijem, kaj je smisel mojega življenja, kaj so vrednote, ki so pomembne, kaj je vsebina življenja, ki ostaja, v kateri lahko se res vse poruši, ne, do sedanje, da se lahko rodi novo, se oblikuje novo in se preoblikuje naše življenje. Hvala. Zdaj, dokler Helene še ni, ne, bi pa jaz rada še nekaj povedala iz svojega današnjega občutka, kako je bilo lepo srečati vse te moje žalujoče. Kakšna bližina nastane v stiski. Ne? Kako smo mi povezani, z nikomer na svetu nisem tako povezana kot z mojimi žalujočimi in ovdovelimi in s temi mamami in očeti, ki so izgubili otroke. To je ena prav globja povezanost, taka zaresna. Ne? In se tudi zelo razumemo, poznamo, čutimo, ne znam povedati kaj. Najglobja povezanost, ki jo imam s kakšnimi ljudmi, jo imam z žalujočimi. Najbrž zato, ker smo si upali en drugemu povedati, kaj nas boli, ker smo si upali skupaj jokati, ker se nismo skrivali en pred drugim, ker smo upali pokazati, da smo ranljivi in da nimamo odgovorov. Ne? Kolikrat me je kdo kaj vprašal, sem rekla, nimam pojma. Me je spraševala ena mama in rekla, zakaj, kaj se gre Bog, zakaj mi to dela, kaj je to, zakaj je tak trpljenje, zakaj moj nedolžen sin. Sem jaz rekla, to pa ne vem, to je pa skrivnost. A ja, je rekla, super, pa že v redu, zdaj pa razumem, to je pa božja skrivnost. Ampak iz tega rasla taka povezanost in taka ljubezen med nami, ker mi nimamo odgovorov, ne? Mi samo iščemo, ne? In se poskušamo. In največja skrivnost se mi zdi pa to, jaz sem začela s patrom Ivanom tale program tukaj, tisti prvi vikend, iz domišljavega občutka, da jaz že vse vem in da zdaj jaz lahko komu kaj pomagam. Ne? No, in res so mi te moji žalujoči zelo pomagali in mi dali zelo veliko in sem se zelo veliko naučila in sem tudi zelo veliko dobila. Tako da jaz iz svoje lastne izkušnje vem, da največ dobivaš takrat, kadar daješ. Ne? Tako da jaz se bi še sam res v prosti zahvalila vsem tem mojim prijateljem, ki so moji najsrčnejši prijatelji. Zdaj pa Helena, prišla Helenca, čakali smo te, pridi.
Kar sem mislil tudi reči, ne, da pozabljamo, da ta bolečina izgube, bolečina žalosti je nekaj, kar nas povezuje z vsemi, vernimi in nevernimi. Tukaj smo vsi enaki, ne? Vsi doživljamo to. Ne? In če kaj, lahko tudi kristjani rečemo, kaj je tisto, kar nam pomaga, da ne zbežimo pred to bolečino, kaj je tisto, kar nam pomaga, da se ta bolečina lahko preobrazi, kaj je tisto, kar nam omogoča, da postajamo bolj ljudje v polnosti, ne? Bolj podobni Kristusu. Prav skozi to, ko ne bežimo, kot Jezus ni bežal, da tudi mi ne bežimo, ampak skupaj z njim dopustimo, da skupaj z nami joka, da skupaj z nami pije, da skupaj z nami izraža vse, kar nosi v sebi, da lahko ta bolečina res nas preoblikuje v nove ljudi. Prosim, Helena. Prebrala bomo odlomek, sicer eno poglavje. Postanimo poslušajoča bližina žalujočim. Ko se poslovimo od bližnje osebe z vsemi obredi, je prav, da si dopustimo žalovati vsak na svoj način. To je normalno, pomembno in zdravo. Kot je Jezus jokal ob Lazarjevem grobu, smemo tudi mi, čeprav verujemo v večno življenje. Naše življenje se potem, ko položimo svojo bližnjo osebo v grob in tako v naročje zemlje in hkrati v objem Boga Očeta po Jezusu v Svetem Duhu, nadaljuje po poti žalovanja, ki pa jo hodi vsak na svoj način, kot hodimo svoje vsakdanje življenje. Med hojo se vedno nekaj spreminja, tako tudi žalovanje ni nekaj stalnega. Pojavi se kaj novega ali pa se ponavlja to, kar že mislimo, da je mimo. In nič ni narobe s tem. Treba je sprejeti, kar čutimo. Če ne žalujemo, ne moremo živeti. Pomembno je, da smo si v medsebojno oporo in da drug drugemu pomagamo govoriti, kar doživljamo. Ne padimo v skušnjavo, da ne želimo biti drugemu v breme, da ne želimo drugemu povzročati žalosti ali pa da ne potrebujemo nikoga, saj bodo že sami šli skozi to. Nihče ne more živeti sam. Potrebujemo drug drugega. Seveda pa ne smemo nikdar na silo vdirati v oseben prostor doživljanja drugega. Večkrat je dovolj samo to, da smo drug ob drugem, tudi v tišini, molku. Dopustimo mu, da govori takrat, ko sam želi. Če je ta bližina spoštljiva in sprejema drugega v tem, kar doživlja, je to največ, kar lahko takrat naredimo. Prav to so nudili Jobu, prijatelji, ko so prišli k njemu po strašni nesreči, ki se mu je zgodila. Dokler so bili samo brez besed o njem, v njegovi veliki bolečini, so mu bili v pomoč. Ko pa so začeli govoriti, so mu samo povečali stisko in bolečino. Bog jim je na koncu odpustil njihovo nespametno modrovanje, ker je Job prosil zanje. Vsak potrebuje spoštljivo bližino in varen prostor sprejetosti, v katerem čuti, da mu je dovoljeno biti to, kar je, in doživljati to, kar doživlja. In začenja se ustvarjati nov odnos do bližnje osebe, ki ni več fizično navzoča, a je med nami na nov način, način ljubezni in spoštovanja. Ljubezen in spoštovanje pa presegata fizično navzočnost tudi takrat, ko smo drug ob drugem. Žalujočemu so pomoč različne stvari. Nekomu osebni pogovor, tudi s tretjo, neznano osebo. Redko se zgodi, da se kdo lahko pogovarja o svojem žalovanju s svojimi najbližnjimi. Naprimer, mož z ženo
in obratno, če sta izgubila otroka. Nekomu pomaga branje, pospravljanje, delo, drugemu spet kaj drugega. Nihče nam ne more odgovoriti na življenjska vprašanja, ki se odprejo ob smrti bližnje osebe. Vsak jih mora najti sam. Knjige, razni članki, pogovori, predavanja, filmi in tako dalje lahko na poti iskanja le spremljajo. Zadovoljiv odgovor se zgodi, je podarjen, za kar sta potrebna čas in varen prostor. Hvala, Helena. No, našemu slavljencu pritiče tudi darilo. Vse lepo in čestitke. Res izvrstna knjiga. Zdaj mojih vprašanj za patra Ivana je konc.